Čaka nas znova en zanimiv večer, katerega ključna ali pa rdeča nit bo prodaja. Prodaja, ne, tako kot Steve Ballmer pravi developers, ne, tako bomo danes govorili o prodaji. Z nami so Marko, Jan in Tina. Sami se bodo na kratko predstavili, kdo so, kaj počnejo in zakaj so si danes zaslužili to častno mesto na 8. Startup Mislijo danes tukaj. Govorili bomo pa v osnovi skratko o prodaji. Kaj o prodaji točno, iz kakega zornega kota, je malo odvisno od mojih gostov, malo odvisno od vas, koliko boste imeli konkretna vprašanja, malo pa odvisno tudi od mene, kakšna pametna vprašanja sem si zastavil in se jih bom tudi spomnil. Ok, moji dragi gostje, Marko, oziroma začeli bomo z damo, kot se spodobi, prosim za kratko predstavitev in mogoče tudi nekaj besed o tem, kaj si govorila na popoldanski delavnici. Izvoli. Pozdravljeni, dober večer. Moje ime je Tina Kastelic. A se mi dobro sliši? Zelo, ne? Jaz sem psihologinja, drugače sem tudi specializantka transakcijske analize, ukvarjam se pa z razvojem kadrov, nekako od selekcije, profiliranja do treningov, usposabljanj in coachingov, tako da v bistvu vse nekako, kar spada zraven in seveda v veliki meri tudi s prodajo. Tako v svojem podjetju, ker če ne prodam, niti ne morem izvajati, tako kot podjetjem pomagam pri postavitvi prodajnih procesov ali s coachingi. Kaj sem pa govorila? Predvsem sem govorila o tem, kako zelo je pomemben odnos pri prodaji, da je zelo pomembno, da nas ljudje zaznavajo kot poslovne partnerje, ki smo v bistvu del njihove zgodbe. Se pravi, da z njimi želimo sodelovati, da nas dojemajo, kot da v bistvu jim pomagamo, ne pa da samo pridemo, naredimo, prodamo, kljukca, gremo in jih pustimo. Tako da tukaj se mi zdi zelo pomembno, da vzpostavimo dober odnos in ta je danes ključen pri prodaji. Toliko na kratko. Mogoče se eno podvprašanje, kaj natančno za tiste, ki ne poznajo izraza transakcijska analiza, kaj točno to je, tako zelo poljudno ali enostavno. Kakšna valuta teče od koga do komu? Zdaj transakcijska analiza imamo en kup nekih smeri, jaz recimo imam narejen tudi NLP, to je neurolingvistično programiranje, drugače zdaj pa večinoma delam s transakcijsko analizo, to je pač ena psihološka smer, ki se ukvarja predvsem z odnosi, s komunikacijo, z nekimi transakcijami, ki potekajo med nami, tako da odnosi, ljudje, odnosi. Vedno na koncu pridemo do teh odnosov. Ok, na to se še bomo danes vrnili, sigurno. Jan? Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sicer s prodajo nimam kaj dosti, bolj z vidika kupca. Drugače sem geodet, prihajam z geodetskega podjetja, geodetske storitve iz Lenarta, pač smo kupec te storitve, ki je v bistvu predstavil Marko, tako da sem verjetno pol malo vključil pri odnosu kupec-stranka. Ok, super. Marko, ti si skratka ena izmed glavnih zvezd danes tukaj. Super, zdaj ste me že dva napovedala, odlično. Si kaj pod pritiskom? Vedno sem pod pritiskom, tako sem se že navadil tega, tako vsi ostali najbrž. Še enkrat, moje ime je Marko Mesarič, jaz delam v podjetju Modri planet. V podjetju smo razvili fotogrametrični program, ki je ciljno namenjen geodetskim podjetjem. Tako je že Jan naredil uvod, oni so bili v bistvu naša prva stranka, pa mogoče malo kasneje še povem od minimal viable product ali karkoli se že reče temu. Zdaj še mogoče v samem sistemu, da boste bolj razumeli, to dejansko naš core business je software, ki zna obdelati aerofotografije, ki jih zajamemo s podobnim dronom in potem dobimo 3D model. Zdaj pa predam besedo. Ne, povej mi, ko spustim video, to sem hotel te... Ok, mi lahko pomagaš? Ja, jaz sem danes Fantje programirajo se na Windows okolju, tako jabolček me mede. To je prva napaka, tudi jaz povem. Ok, some place. Ok, kar play. V redu, jaz bom zdaj ta filmček traja cirka 4 minute.
pa sam, da boste čim bolj plastično razumeli, zakaj dejansko gre. Droni so ful popularni zadnje čase, ne vem, srečujemo jo povsod, enih uporabljajo za snemanje promocijskih filmov, za panoramske slike, mi smo pa zadevo zapakirali v to mero, da lahko iz njih uporabne informacije dobijo, ki so metrične, se pravi, se da meriti. In prva prednost takega majhnega sistema je, da je bistveno cenejši, se pravi, ne rabimo več civilnih helikopterjev, ki bi letali nad nami in zajemali podatke, ampak lahko s takim majhnim plovilom dejansko zajemamo podatke in dobimo v bistvu bolj kvalitetne rezultate. Tukaj filmčko je čist plastično prikazano, kako zgleda potek na terenu. Tole zdaj Jan dela več ali manj in sicer preden se gre na teren, se dejansko tudi planira pot letenja samega helikopterja. To pomeni dejansko mi ne rabimo upravljati tega drona, ampak on leti naprej s planirani poti. Tako nekako zgleda sama potka. In kaj je bistvo za naš softver je, da se dejansko te fotografije med sabo preklapljajo za minimalno 60%. Potem lahko podobno kot z človeškimi očmi vidimo 3D prostor, pozneje s postprocesingom izračunamo dejansko še tretjo koordinato in dejansko iz 2D fotografij dobimo 3D podatke. Zajem takega območja traja cirka 15 minut. To je v bistvu 10-krat hitreje kot klasična geodezija, kot tisto skozi gledajo pa merijo. Vhodni podatki potem v software so dejansko fotografije in pa še ene koordinate osrednjih točk, da se skupaj natančno orientiramo in potem dobimo tak rezultat. To je dejansko 3D point cloud, se pravi vsaka točka ima 3D koordinato in pa zato, ker je pridobljena iz fotografij, imamo tudi realne barve. In to je potem drug začetek, katerega začnemo obdelovati in pridobivati informacije. Naprimer, tukaj lahko že enostavno ven merimo vse 3D razdalje, prej smo mogli klasično vsako točko posneti in to je trajalo ure in ure, zdaj pa dejansko dobimo en kup informacij, potem si pa zbiramo tisto, kaj rabimo. V naslednjem koraku je prikazan digitalni model terena, se pravi, iz točk smo naredili dejansko 3D ploskev, ki nam pa v nadaljevanju potem spet omogoča izračun, naprimer, volumnov, profilov, skratka vse stvari, ki so zanimive potem za končne uporabnike, ki so pa dejansko projektanti, občine in pa tako naprej. Tukaj zdaj že vidimo dejansko teksturiran model, ko imamo enkrat digital surface model, lahko dejansko teksturiramo fotografije gor in dobimo zelo natančen ortofoto načrt. Tega ste bolj navajeni mogoče z Google Earth ali karkoli takega, s tem, kaj je resolucija cirka 20 cm, pol metra, tukaj govorimo o centimetrski oziroma dvocentimetrski resolucije. Dejansko se zelo natančno, karkoli je na terenu, potem tudi v pisarni lepo vidi. In zdaj, če ste navajeni tistih črtnih risb, ki ste naročili od geodeta pa plačali 500 €, pa potem čez en mesec niste znali več, kje je mejnik, ne vem, kako je meja urejena oziroma koliko materijala so vam suli pa pripeljali, tukaj je vse bistveno bolj plastično prikazano. Se pravi, dejansko uporabniku so bolj prijazni podatki. Tukaj so še prikazani profili, kako laufajo, to je bolj za gradbince zanimivo, pa mislim, da lahko zdaj tukaj tole zadevo prekinemo. Evo, to je čisto na kratko v 4 minutah, da čim bolj plastično razumete. Ok, hvala ti, Marko, ti bi lahko bil komentator fuzbol tekme, ker tako super v živo znaš ob sliki razlagati, kaj se dogaja. En aplavz za Marko, gled, to je res... Si kdaj razmišljal o alternativni karieri? Ja, življenje nikoli ne veš, kaj prenese, ne, tako delamo na tem, ne, oziroma upamo, da to zalaufa do take mere, da bo večno to, ne. Ok, ti ne povej, lahko mogoče malo pokomentiraš zdaj torej predstavitev, argumentacijo tega produkta Zorni kot, kak je bil tvoj prvi vtis, verjetno si se prvič srečala s tem produktom? Ja, to je zame popolnoma nov produkt, no, tudi ne prihajam iz geodetskih vod, tako da bom res tole kot laik komentirala. Kar sem jaz opazila, mogoče je, no, da se res vidi, da je gospodič Jan, Marko, ja. V bistvu smo lahko opazili, da je res z nekim žarom, ne, z nekim zanimanjem govoril. On svoj produkt zelo dobro pozna in tudi v bistvu verjame vanga, ne. In mi kot sogovornik, oziroma kot nekdo, ki nam to predstavlja, lahko to zelo dobro začutimo. Se pravi, če bi bil on negotov, pa ne bi vedel, pa bi bilo tako, bi mi rekli, ok, verjeten, oziroma tudi, če ne bi rekli, bi začutili, da nekaj ni v redu. Včasih določene stvari potekajo čisto na podzavednem nivoju.
Pri njem pa ta samozavest, sporočenost, to, da res se je videl, da verjame. A ne? In se mi zdi, da je to zelo pomemben vidik pri vzpostavljanju odnosa, ker s tem tudi nekemu naročniku, naši stranki, lahko vlivamo zaupanje. Se pravi, mi verjamemo v ta produkt, prvi moramo mi verjeti in potem lahko še kdo verjame. Če sem jaz negotova, zakaj bi mi nekdo zaupal? So mogoče kakšni takšni enostavni napotki, če nismo tako izkušeni že mogoče kot je Marko, ne? Na kaj paziti, ko smo recimo na prodajnem sestanku, kaj so tisti nekako mogoče tudi ta neverbalna govorica telesa, ki sporoča ravno to, kar si omenila, skratka zaupanje, samozavest, prepričljivost, na kaj mogoče treba paziti? Tak. Zdaj tako, ne? Vsi vedno čakamo in pričakujemo neke recepte. Če bi recepti obstajali, bi bili vsi super milijonarji in vsi najboljši. A ne? Žal je tako, da teh receptov ni. Da se z nekimi treningi, coachingi, kakorkoli ta nivo dvigant. Definitivno je pa tako, da se moramo zavedati, da to pač prihaja iznotra. Sicer ponavadi, ko ti začneš graditi neko idejo, a ne se ti, če je vse tako, ka mora biti, lučke kar svetijo, ko govoriš in imaš nek žar, a ne, ko verjameš v to. Potem pa trening, a ne. In jaz sem že prej povedala, kaj je razlika recimo med mojstrom in vajencem, a ne. Da je mojster tokrat padel, ko je vajenc sploh probal, oziroma večkrat padel, ko je vajenc sploh probal. In tukaj tudi vaja dela mojstra. Jaz verjamem, da ko je on delal prvo predstavitev, ni bilo enako, kaj zdajle, a ne? In da tukaj je že neki treninga vzadaj. In jaz mislim, da vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Okay, mogoče samo eno podvprašanje, ali obstaja ločnica med biti samozavestnim in prepričljiv in biti aroganten in odbijajoč? Vsekakor, a ne? Ker jaz moje osnovno vodilo in vse skupaj je, a ne, da v bistvu moramo izhajati iz tega okej odnosa. A ne. Se pravi, če imam jaz neko pozitivno naravnanost in pridem do stranke, jaz si zmeri rečem, zmeri se postavim v vlogo tega, jaz nič ne vem. In grem z neko zelo radovednostjo v odnos, odkrivam, kaj ga zanimam. Zelo veliko sprašujem, ni samo predstavitev, jaz moram ugotoviti, a mojo stranko zanima nekaj, kje je njegov problem. In v bistvu jaz mislim, da je to tudi tisti glaven ključ, res neko radovednostjo, odprtostjo postavljati neka vprašanja, čim več spraševati. Če imamo mi zdaj 2-urno predstavitev, mi lahko naredimo 2-urno predstavitev, verjetno jo tudi on lahko naredi, ampak to ni problem, mi moramo znati ta elevator speech, ne, v dvigalu povedati nekom, s čim se ukvarjamo, potem pa spraševati, ker samo stranka ve, kje so njene težave in če jo dobro poslušamo, se lahko z tega tudi naučimo, kako ji pomagati, kaj ji ponuditi, na kakšen način ji ponuditi. Ona nam vse pove. Hvala. Jan, kako je izgledalo vajno prvo srečanje? Pustimo tisto v gostilni, no? Ja, prvo srečanje je v bistvu na faksu, ne, ker smo vaša šolca. Pol pa pač stranka, pa kupec, mislim, jaz kot stranka pač sem že malo dalj časa spremljal njihovo dejavnost, ne, ker me pač zanimala. Pol smo videli s tem pač neko novo tržno nišo, ne, pač ker na področju geodezije je konkurenca vedno večja, cene padajo, mi smo pač poskušali nadgraditi svojo storitev z nečim novim, ne, da lahko stranki pridemo več za v bistvu isto ceno. In pač pol smo se povezali z njimi, prvi kontakt smo postavili spletne strani in to. O katerih alternativnih rešitvah ali pa načinih te konkurenčne prednosti pa ste še razmišljali, predno ste se odločili za Modri planet? Kaj je bilo tisto, kaj ste imeli na mizi, ko ste razmišljali s tem, ali s tem, bomo pa dejansko boljši, bomo prepričali? Aha, je to v bistvu zdaj mi smo to začeli pred 3 leti, ne, takrat če ni bilo niti toliko teh programov razvitih, ne, v bistvu nismo imeli neke velike izbire. Za njih smo predvsem odločili, zato ker smo jih že prepoznali, pa ker so blizu, ne, ker smo vedeli, da pač to še stvar v razvoju in rajimo neki dober support, ne, in pač kasneje se je izkazalo, da res bo tak, ne. Da v bistvu, kaj smo mi pol na terenu oziroma v praksi ugotovili, kaj bi lahko oni izboljšali, ne, so dejansko pač do zdaj, ne, da ne to slabšali, do zdaj so pač vedno res vse čim hitreje pač. Tu lahko je še skočiti. Jaz se prav spomnim,
takrat, ko je Jan kupil ta naš software, ne, ga še jaz ne bi kupil. Ne. To je res bil minimal viable product in on je dejansko zagrozil, oziroma v tem stilu, jaz sem začutil, zdaj pa ali nam prodate, ali pa kupimo konkurenco. Ne. Ker takrat tudi bila še najbrž bolj na začetku. Ne. In valjda smo se odločili, prodamo. Ne. S tem, ko to potem tudi za sabo potegne malo več dela. Ne. Prodajati je lepo, pa imeti denar, ne. Potem pa moraš suportirati. Ne. In bolj, ko imate dodelane izdelke, lažje suportirati. Ne. Tako Jan je rešil celotno pot skupaj, tudi jaz sem šel, v bistvu skupaj sva šla tole od minimalnega produkta do konca, tako da je bilo res zanimivo. Tako da vam za 5%. No, to sem hodil na naslednje vprašanje, kak ima ta deal zadaj, ne? Jan, točno mi povej, ste vi na trgu zaznali to bolečino, ne? Pa če dosti govorimo o tej lean metodologiji, pa v bistvu kupec je tisti, ki pove, kaj je bolečina, kaj želi. Ste vi v bistvu na trgu začutili, da je to neka poslovna priložnost, skratka to neko 3D modeliranje oziroma ta produkt, ki ga Marko prodaja, ali je to bil bolj taka neka ugibanje, recimo? Ja, mislim, da je bilo bolj ugibanje, ne, mislim, naša želja, bolj kot ne, ker na začetku smo si mogli izmišljavati projekte za naše stranke, ne, pa mi predstavljati, ki bi lahko to uporabili, ne. Medtem ko zdaj po 3 letih pa že pač prije tisti pravi efekt, ne, da to samo širi dalje v stranke, prije same pa naročijo storitev. Ste vidva tudi na nek način konkurenta ali sta samo kupec in prodajalec? Ja, to je v Sloveniji je to zelo zanimiv ta odnos. Ne. Zdaj, mi smo se v bistvu 1 leto nazaj čist distancirali od storitev, tako da v bistvu nismo konkurenti, ampak v bistvu suportiramo naše stranke. Ne. Se pravi, storitev dejansko več ne izvajamo oziroma izvajamo samo res neke pilotne rešitve, ki dejansko odpirajo trg našim strankam. Ne. Se pravi, gremo najprej najbolj noro stvar narediti, potem direkcija potrdi in da razpis ven, na katerega se lahko naše stranke dejansko prijavijo. Ne. Tako da v tem stilu, ne, dejansko to smo mogli narediti čisto zaradi same higiene, čeprav prej smo 3 leta izvajali storitev, in smo si v bistvu ful teh kontaktov že ustvarili in nas še vedno kličajo, ampak dejansko projektov se probamo losati, glih zaradi tega odnosa, da se ne zapletamo. Ne. Tako da to se mi zdi nekaj higienično in zdravo. Moraš imeti svojo rdečo nit, slediti, odločiti se, kaj boš delal in tistega se držati. Ne moreš pa vsega pokrivati. Ne. Prej si razlagal, da sta v bistvu šla skupaj to 3-letno pot od nekega minimalno sprejemljivega produkta, to je lep slovenski izraz, MVP, do tega, da je danes v bistvu to taka množično razširljiva platforma, ki jo lahko serijsko prodajate. Mogoče malo taki ping-pong med tem, kakšen software ste na začetku dobili in kak ste kot kupec, za kateri, ki ga je plačal za ta produkt, v bistvu dojemali, da ni funkcioniral tako, kot bi mogel, oziroma kaj mu je manjkalo. No? Skratka, kaj ste najprej dobili na mizo oziroma na računalnik? Ja, če gledam zdaj celoten paket, ne je bilo recimo tam 30% tega, ne, ali pa 40%. Ampak mi so že s tem zavedanjem šli v to, ne, da bo še treba pač še pol to razvijati. Ne. Pa tudi, ne vem, v bistvu smo mi, kako bi to rekel, zavedali smo se, no, da ne bo to kompletna rešitev še, ne, da bo to skozi čas se razvilo. Je bil Jan edin taki zgornji uporabnik, ker ste mu taki crappy software prodali, ali... Hvala za kompliment. Ja, dejansko, mislim, bil je eden med prvimi, pa potem po mojenih 4-5 mesecev ni bilo naslednje stranke. Ne. Pa ne, zato sam dejansko nismo še prodajali, ne, ampak mi smo razumeli njihovo situacijo, oni so razumeli našo. Dejansko eno je ti, ki produkt prodaš, drugo je pa, ki zraven še izkušnje prodaš. Nam izkušnje ni nikoli težko deliti. Seveda, če kupi naš produkt, tudi če ne kupi, sam smo bolj veseli, če našega zbere. In dejansko potem to nekako zameš za kup. Ne. V bistvu tu je bilo čisto tako, ko piše v Svetem pismu tisti recept od startupa, kaj moraš narediti, da imaš te stranke, prvo druge stranke. Jaz sem mislil to prej, da je to vse neki lari-fari na približno napisan, sam če malo tako pavšalno pogledaš, vse drži nekako. Ne. Tako da dejansko teče tisto s časom čas. Kaj bi se zgodilo, če se ne bi Jan pojavil? Ja, mi bi kasneje začeli prodajati, plus tega mogoče bi razvoj bil, ne vem, ali malo počasnejši ali pa dejansko hitrejši, ker dejansko potem,
ko nimaš velike ekipe za sabo, se potem fokusiraš, da rešuješ najprej njihove težave, ne, ki so tudi posredno tvoje, ampak odstopaš z one osnovne poti. Ne. Tako da nikoli ne vemo. Kaj ste se konkretno v tem obdobju naučili, torej potem, ko ste že prodali, ne? Kaj ste se naučili in iz vidika v bistvu produkta, iz vidika procesa, kaj so bile take ključne lekcije, ki ste jih dobili? Ja, ena najbolj ključna lekcija je sigurno support, ne? Se pravi, support moraš imeti dober in moraš si ustvariti orodje za ta support, ne? Zdaj, na primer, če boste šli na spletno stran www.3dsurvey.si, boste videli, da imamo kup enih tutorialov, ki vam lepo po korakih razlagajo, kako kaj narediti, ne? In preden damo neko novo funkcionalnost, vam posnamemo v bistvu tutorial, zato ko te kličejo, sam poveš, poglej si tam, ali pa že link pošleš, ne? Ker drugače te zasujejo klice in si pač 2 tedna oviran sam zaradi tega. To je prva taka zadeva. Druga taka zadeva, to, ko je Jan že prej omenil, dejansko pozitiven feedback dobiš v tej obliki, da pač še en drug ti ali potrdi, kaj treba razvijati, ali pa dejansko daš še kako novo idejo, ne? Zato, ker pač več glav več ve, dobiš različne informacije. Pri nas se pojavlja sicer en drug fenomen, da imamo za 2 leti najbrž naprej nalog zastavljen, pa bi rabili še 10 ali pa 20 programerov, ne? Pa moraš tule kompenzirati, sam drugače pa ta feedback dejansko z osebe, ki s tem dela, je zlata vreden, ne? Je bil Jan edin zgodnji uporabnik, s katerim ste razvijali ali ste jih imeli več? Mi imamo še zdaj zgodnje uporabnike, to bojo skozi, ne, sej nimaš kaj, pač zadeva je prodajna, zadeva je super, vsak dan je boljša, ne vem, 4-5 ljudi skozi dela na tem, ampak, ne vem, ko si naložite nov software od Googla na Nexus 5-6, vidite, da prvo pol stvari ne dela, če 14 dni pa pol zrihtajo, ne, to je pač svet softvera, nikoli ne moraš tako dobro zadeve stestirati, da bi delala na vseh računalnikih perfektno, ne. To se je super pokazalo, ko smo na Stuttgartu zdaj razstavljali, pa dobili distributore z Kitajske, pa ne vem kje vse, dejansko imajo ful enih stvari blokiranih in moraš še tisto nišo pogledati, ne. Kaj pa ta neki fenomen ali pa ta skušnjava, ki jo dobiš od večjih različnih naročnikov, mi bi imeli to, mi bi imeli to, mi bi imeli to, mi bi kupili, če bi imeli to. Je to neka skušnjava, ki se znate upreti, pa na kak način se ji uprete, da pač skozi ne razvijate, preden prodate? Kdaj rečete, to je verzija 1.0, jo bomo prodali, naprej pa razvijamo in sprejemamo naročila za verzijo 2.0? Ja, to je v bistvu z ene strani pozitiven pritisk lahko, ne. Doskrat je tudi tak, ne, zdaj pri nas jaz sem pač tak bolj deklica za vse, najprej sem na terenu delal, potem sem, ne vem, začel malo spletno stran rihtati, pol sem prodajal, ne vem, skozi pač različne stvari delam, drugi so pa še tudi programerji, pa direktori pa tak naprej in dejansko, če dobiš ta pozitiven feedback z stranke, doskrat bistveno hitreje lahko ti enega programera tudi prepričaš, da je to dejansko uporabno, pa kako mora narediti. Tu so različni jeziki in eni enostavno ne razumejo, če dobijo pa pač feedback za končnega uporabnika, pa to pove v oči programerja, je to idealno, ne. Kdaj se pa odločiti za naslednjo verzijo, dejansko, ko pride nek večji korak, ga tudi sami dejansko zaznamo, imamo že tisto narejeno, pač ok, to je zdaj nova verzija, update pa tak naprej. Okay. Povej, Tina, kakšna razlika med prodajo končnemu uporabniku produkta in prodajo produkta zaposlenim ali pa bodočim zaposlenim? Kakšne so sporednice mogoče med tema dvema procesoma? Bodočim zaposlenim kot v bistvu notranja, interna prodaja. Tako, interna prodaja, ja. Jaz mislim, da zelo velikih razlik ni, no, kakor jaz opažam na terenu. Včasih je celo težje prodati notranji svoji ekipi, a ne? Sploh v mogoče IT podjetjih ali pa tudi drugje, no, ker res programerji, zdaj primera, ne, konkretno, včasih res govorijo nekoliko svoj jezik, prodajalci, a ne, pa spet svojega, programerji bi radi, pa kvaliteta, pa to se da, pa tret, pa so v nekih svojih kodah, prodajalc pa vidi samo teren, pa stranka hoče to, stranka hoče stranka hoče tret. In seveda, kadar govorimo dva različna jezika, pa ponavadi to trči skupaj in potem pride do konfliktov. Meni se zdi to tukaj ključno, no, da
ker pač pri strankih smo mi zelo pripravljeni poslušati in se jim mogoče malo bolj prilagajati, pa bolj nam je pomembno, da se malo nazaj potegnemo, ga ne napademo, ne, kar tako. Notranje pa hitro izstopa v nek konflikt in se mi zdi zelo pomembno, da je tukaj neka odprta komunikacija in razumevanje iz obeh strani, a ne. Jaz se moram zavedati, da nimamo vsi ljudje enakega modela sveta. Se pravi, jaz gledam na stvari tako pa tako pa tako, nekdo drug lahko gleda tako pa tako pa tako. Zdaj, kje so pa neke skupne točke in bistvo je, da so cilji tudi skupni, no, ker grejo vsi skupaj. In tako, kot je rekel, a ne, tukaj je bila ta povezava kupec, a ne, ker kupec na koncu pove, kupec konec koncev tudi plača in od tega je zadovoljen in programer, ki dobi plačo, in prodajalec, ki dobi plačo in potem je to na dolgi rok najboljš mogoče. Marko, ti si po izobrazbi geodet. Tako, ja, geodet. Ok. Si jemneš na neke pomembne ali pa sploh na prodajne, imaš sploh nepomembne prodajne sestanke? Tako te vprašam najprej. Ali pa manj pomembne prodajne sestanke? Ali vsak sestanek jemneš enako resno, z enako količino priprave? Jaz sem take narave, ki jemljem vsako zadevo resno, ne. Sam se mi pa dostikrat zgodi, ko že preden grem tja, ne vem, spet brez veze, ne. Oziroma pač škoda časa, ne. Zdaj dejansko, ko se ti krči čas, moraš ful tisto sortirati, na kaj greš, na kaj ne greš, ne. Tako dejansko je teh dogodkov ogromno, ki so v bistvu, ki se ti mogoče tudi zdijo nepotrebni, ne. Ampak moraš enostavno selektirati, kaj izbereš, kaj ne. In se mi zdi, da zdaj bolj, ko smo to izurjeni v tem, bolj znaš presoditi, kaj ja, kaj ne. Dejansko pač poveš, ok, takrat imamo to, pa ne moreš iti, ne. Ok, ampak če imaš zdaj striktno dogovorjen prodajni sestanek z Janom, ali se na vsakega Jana pripraviš enako, ali imaš pač, ne vem, za torej, ne vem, večje zneske, večje pakete, večje priprave, bolj temeljite priprave ali ne? V bistvu normalno, da se pač za vsako stranko svojo posebej pripraviš, tudi predstavitve, če imamo, ne vem, jaz nimam nikoli enake predstavitve, tudi pač skozi vsaj malo priredim. Da ti ni tečno tam klikati. Ne, da ti ni tečno, ampak dejansko vsaka stranka je pač razred zase, ne. In mi imamo to srečo, da imamo res znane stranke, ne. Mi targetiramo, naše ciljne stranke so geodetska podjetja in tu dejansko ni nepravih strank, ne. Kupili so že, ne vem, one man band, kupili so firma, ki ima 20 zaposlenih, ne. Tako da v bistvu na vsako se 100% pripraviš. Največ ti pa pomaga dejansko, da si toliko vklopljen v ta tvoj projekt oziroma v podjetje, da dejansko vse o tem veš oziroma ogromno o tem veš in potem te nima kaj dosti tako presenetiti, ne. To mi je bilo naslednje vprašanje, ali na sestanke jemlješ tudi tisti tehnično-tehnološki, programerski del ekipe ali v bistvu kdo hodi na sestanke, ali imate prvi sestanek, recimo ti, pa potem drugi sestanek, neki razširjeni ekipi, kak je ta prodajni proces, mogoče razložiš čisto od začetka, skratka, ne vem, v Sloveniji je toliko pa toliko podjetij, tako malo ta proces razloži, prosim. Ok, zdaj, če gremo čisto v prodajne sestanke, potem je dovolj, ko grem sam jaz, ali pa grem samo sodelavec Tomaž, ki tudi dela na tem področju, ne. Ne rabim imeti zraven programere. Če je nekaj to razvojni sestanek, potem valjda grejo programeri zraven, ne, oziroma razvojniki zraven. Kar se tiče same prodaje, pa vse smo dopoldan oziroma od 3 naprej smo malo poslušali o teh tehnikah, pa mislim, da se že vsi tukaj skoraj izbrani nekako vsaj 80% od tega udejstvujemo. V praksi je čisto tako, pošleš mail, pokličeš, kako se jim zdi, mi imamo res to srečo, ko je zadeva ful zanimiva, ne vem, jaz zdaj, ko dobim rezultat teh slik, 3D model, jaz še vedno se mi oči zasvetijo, ne. In moraš biti nesposoben, ko ne prepričaš onga na drugi strani, ne. Je pa res, ko sem zdaj imel prejšnji teden 20 klicev v Nemčiji, ne, in sem bil tudi tak tisto, te kar polomi, ne, ampak je problem v tem, ko imajo Nemci toliko dela, da nimajo 5 minut časa zate, ne, da bi si vzeli, dejansko jih moraš drug trenutek ujeti, ne. In da se vrnem nazaj še k temi, take sestanke komot ali sam spelješ, oziroma zdaj smo uvedli še eno novo zadevo, webinarje, zato ker mi pač, ok, Slovenija je ena zadeva, to se lahko voziš pa predstavljaš,
Drugače se mi pa zelo zanimivo zdi tej spletni webinari, kjer lahko naenkrat, ne vem, 80 ali pa 100 ljudi gor povabiš, pa njih tam predstavljaš, pa potem še vsakega osebno prepariraš, ne. Te webinarje zaračunavate? Ne, to je čist brezplačno, nam je to kot prodajno orodje dejansko, ne. Mislim, če bi nam še plačal, zato bilo super. Cool. Namen tega orodja pa je, da pač v bistvu, da lahko hitreje rastete oziroma pač ena na mnogo v bistvu prodajate. Ja, pri nas je bil ta problem. Tiska je prišel dejansko v našo pisarno in smo mu zadevo predstavili, na eni urni predstavitvi je kupil, ne. Problem je pa, če ne dobimo človeka v pisarno, ne. Se pravi, da je tale, ne vem, z Belgije in se mu ne da k nam prepeljati, ne. Zadeva je še vedno zelo nova, čeprav obstaja že 4 leta, ampak tukaj, ne vem, določeno stranko pelješ čisto od začetka. Se pravi, on pozna za neko klasično geodezijo, ti mu pa moraš zdaj vse razložiti, kako to poteka in kakšne so dejansko prednosti te tehnologije, ne. In dejansko to v enem mailu ali pa samo izključno na spletni strani zelo težko narediš, ne. In zato so nam take predstavitve, kot so webinarji, polurni ali pa enourni, lahko zelo dobrodošli, da njim plastično prikažemo te prednosti, ne. Tina, je to pogost pojav, da pač nekoga, ko dobiš pisarno, ga prepričaš, če ga ne dobiš pisarno, ga ne prepričaš in kak je mogoče tu recept? Recept. Ja, se vem, vsi recepte. Jaz definitivno mislim tako, ne, zdaj sploh, če govorimo o B2B segmentu, ne, da je to definitivno tako, da odnos naredi svoje, ne. Kakor vzamemo kakšen kanal stran, težje sledimo, ne, se pravi, recimo meni pri telefonu zelo manjka vizualni kanal, ne. Zdaj, jaz osebno, ne, če izhajam iz svojih izkušenj, kadar jaz prodajam, če imamo pred sabo človeka, mi vidimo, ali je leze kar skupaj takole, ne, ali je navdušen in potem tudi vidimo, kdaj vzpostavimo kontakt, kdaj smo na pravi poti in se takrat dosti lažje prilagodiš, ne. Če vidiš, ok, to ga ne zanima, greš malo drugje. Tako da bi rekla, da ja, oseben stik je definitivno ena velika prednost, ki jo lahko izkoristimo. Je pa res tudi to, ne, da nimamo vsi enakih storitev in da se ne splača vsem hoditi na sestanke, ne. In tukaj treba svoj posel toliko dobro poznati, da vi precenite, ali se meni zdaj splača voziti v Maribor, ne vem, če sem iz Ljubljane ali pa z Gorenjske, ali se mi ne splača, mogoče se mi splača voziti v London, iti v London, a ne, to je na nas in se mi zdi, da tukaj ni enoznačnega odgovora, a ne, čisto odvisno od storitve, a ne, mislim pa, da so tudi webinarji lahko odlična rešitev in tudi prihranek stroškov. Jan, mogoče tvoj način prodaje, skratka ti imaš zdaj v portfelju novo, zanimivo, navdušujočo storitev, na kak način pa ti prodajaš in komu to potem naprej prodajaš? Ja, zdaj ni več tako nova, ne, ampak ja, predtem pa smo delali predstavitve podobno, pač PowerPoint pa večinoma po občinah, pa po malo večjih projektantskih birojih, ne, pa smo jim pač predstavili vse vidike, kaj lahko z tega dobijo, pokazali tisto, kar smo že naredili in na ta način, ne. Si kdaj vzel Markota zraven na sestanek? Ne. Ne? Okay. Sva se prej tam za šankom pogovarjala, da bi nam vlečili skupaj zdaj predstavljati, tako da mogoče v kratkem sodelujemo. Ja, mogoče. Okay. Je po tvojem mnenju lažje torej že neki obstoječi stranki, ki si že nekaj prodal, prodača neko dodatno storitev, ali je to po drugi strani teže, ker pač misli tista stranka, da jo zdaj hočeš malo izžeti? Ja, sploh to zadnje, ne. Tisti, ko so že prej sodelovali s tabo, je dosti lažje z njimi, ne. Okay. Pač že vejo, da dobro delaš, na primer, ne, pa pač prej vzamejo to, ne. To je res. Kakšni so argumenti, s katerimi jih prepričaš? Je to torej neka dodana vrednost, misliš te neke storitve, ali je to prihranek stroškov, na kaj najbolj palijo? V bistvu oboje, ne, zdaj pač tisti, ko malo znate geodezijo, tako je že Marko rekel, klasična geodezija, ne, tam imate mogoče, ne vem, par 100 točk, ne, tu imate pa milijone točk, ne, pa dobene informacije ne izpustite, ne. V bistvu največja prihranek je tudi v tem, da ne več na tereni če enkrat, ne, ker imaš vse na sliki oziroma ni več dodatnega terena, oziroma lahko vse s pisarne narediš, ne. Tako da v bistvu kar velik prihranek stroškov, ne. Kolikokrat se je prodajni proces ustavil pri ceni? In kako se v taki situaciji znajdeš? Je to dober ali slab znak, ali je to čisto nekaj običajnega? Ne, se čisto običajno pač
dosti ponudb se naredi, pa se mogoče zaustavijo, ne, oziroma pač so na čakanju, ampak ni rečeno, da se je ustavilo. Ne. Mi dejansko ugotavljamo, da so določen oziroma tale prodajni cikel, da en produkt prodaš, ne, je malenkost daljši, kot smo si na začetku mogoče dejansko predstavljali. Ne. Koliko časa traja povprečni prodajni cikl? Zdaj je tak še bolj slab, oziroma težko je zdaj še neko povprečje oceniti, mi smo nekako računali, da je 3 mesece oziroma 4 mesece cirka, da prvo stranko kontaktiraš, zakaj se gre, da zadevo sproba in da potem tudi kupi, ker dejansko en mesec ima še nekako možnost triala, da potegne dol in sama dejansko testira, potem te še po bistvu skozi sprašuje, kaj pa to, kaj pa tisto in ga pač suportiraš s temi informacijami. Zdaj, to, ko se rekel 3 mesece, pomeni, eni se odločijo takoj, ne, se je zgodilo, da smo bili na sejmu, pa isti dan kupo, enem pa pač traja pol leta ali pa 1 leto, da se odloči, ne, tako da to je čisto odvisno. Koliko se vam je ta trial izkazal kot dobro prodajno orodje? Super je glede tega, ker dejansko prej smo se pogovarjali o bazah, strank, pa kako jih pridobiti, pa tako naprej. Mi smo dejansko, imamo zelo fokusirano prodajno skupino, in ko nam je na primer nemški distributer posredoval 800 kontaktov, je bilo mogoče, potem ko smo vseh 800 šli pregledati, 50 bilo uporabnih. Ne. Zato je tu zelo dobro, da imate dobro orodje za iskanje teh kontaktov. Koga zdaj tukaj gledaš, da bomo vsi vedeli? Tule, skrajno na desni, se je bil na predavanji. Ok, Igor Datafy. Tako, tole bomo zdaj testirali, ne, super, tako da bomo polah delali. Ok, kje sem ostal? Skratka, no, da imate dobre kontakte, to je bistveno in kar se tiče triala spletnega, je pa z naše strani bilo to lepo, da dejansko tisk, ki si je dejansko bil pripravljen trial dol potegniti in inštalirati, se pravi, stranka je nekaj truda že mogla vložiti not, pa nekaj samo preračunati, je definitivno naš bodoči uporabnik, če ga bomo znali prepričati. Okay. Imate zračunan kazalnik povprečni strošek pridobljene stranke? To smo takoj na začetku računali na nekih 800 €, samo tole je pa res v oblakih vse skupaj. Okay. Ne, samo to je bilo na paket, se pravi, da se kupi software plus dron, ki stane v bistvu 12 300 €, ne, za en tak povprečni znesek. Super. Imate kako vprašanje? Mi smo tako padli v debato, da jaz se opravičujem, sem čisto pozabil na vas. Roke gor. Roke dol. Saša, posodi mi malo mikrofon. Jaz sem čakal, če bo kdo drug, pa ful me veseli, ker smo pač danes pokrili celo Slovenijo, od Prekmurja do Gorenjske, pa z Lenartom vmes, ne, če se ne motim. Zanima pa me vprašanje za Markota, na kak način vpliva na te zavrnitev, v bistvu zagotovo imaš tistih leadov, ne vem, 100, pa potem trialov ali pa nekih potencialnih strank 5, pa na koncu si srečen, če en kupi, ne? Kako to nekako psihološko vpliva na te, ne? Ta je malo bolj močen. Vsekakor je naporno, ne, valjda te zdela, ne. Zdaj mi smo imeli izredno malo takih stvari, zato ker pravim, targetiramo ciljno skupino, zanimiva zadeva je in ni bila težava. Zdaj z Nemci, na primer, se je to pokazalo, to me je res potrlo, ne, sam smo si že opomogli. Kaj točno? Ja, pokličeš ga in dejansko nima niti minute časa, da dejansko bi moral obrazložiti, zakaj se gre, ne. Res je, ko smo šli vrat na nos, nismo šli recepture, ne. Bi bila ideja, ok, v četrtek pičimo v München in predstavljamo, ne. Konkretne predstavitve in smo želeli v torek ali pa sredo pridobiti, ne vem, 20 sestankov, ne. Malo je bilo agresivno, nismo prej mailov poslali, pa tako naprej, ne. Kar na vrata ste vsekali notri pa... To je druga dobra verzija, ki dela, ne. Ne, v bistvu smo hoteli 2 dneh si zrihtati za 2 dni ali pa 3 dni kontaktov, ne, oziroma sestankov. Sam dejansko se je pokazalo, da, ne vem, ko dobiš od 20 isti odgovor, jaz sem prvo mislil, ok, izmišljujejo si, ne. Potem sem pa kanclerko razumel, zakaj rabi delovna sila, ne. Dejansko je fulje, projekte imajo, gradbišča imajo, delajo na polno in potem smo obrnili vse skupaj v našo prid, smo rekli, ok, Nemčija rabi še 1 leto, imamo še 1 leto časa, da izpilimo ta software, dajmo iti Češka, Slovaška, Poljska, pa vse naprej. Okay. Prav? Čakaj, zamenjamo. Ta mikrofon se sliši ali? Ja.
Zanima me, omenil si sejem kot prodajno orodje. Kako ste se pripravili na sejem, kako moraš iti, kakšen izplen lahko pričakuješ iz sejma, plusi, minusi, sploh za business to business je to verjetno eno izmed bolj uporabnih orodij, ne? Ja, mislim, pokazalo se je definitivno, da ja. Tja smo šli, naprimer, to je bila taka zadeva, ko sem jaz najprej mislil, ok, ogromno denarja bomo vložili, za startup, ne vem, 10.000 evrov nas je naprimer sejem stal v Stuttgartu, ko za startup ni tako malo, ne razpolaga z ne vem kakimi budžeti, in sem mislil, ok, to moramo se tam pokazati, svetovna javnost nas more videti, pa tak naprej, rezultata pa najbrž ne bo ne vem kaj, ne. Sem dejansko, potem pa smo videli, tam smo 3 dni, 3 oziroma 5 nas je govorilo od jutra do večera, kvalitetne kontakte smo si pridobili, en je takoj nabavil zadevo, ostale zdaj pa delamo naprej, da pač čim več jih spremenimo v končne kupce in se je sejem dejansko pokazal kot zelo učinkovit na našem področju, ne. Je pa res, da je to bil eden največjih sejmov v Evropi, kar se tiče geodezije, vsi so bili tam, kot startup, ne vem, skozi iščeš tudi dodatne investitorje, pa tako naprej, tam so dejansko bili ljudje iz multinacionalk, ki pač imajo majčkeno več pod palcem in si lahko privoščijo, da tudi koga dol kupijo dejansko oziroma v nekoga investirajo, tako da smo se dejansko v večjih lučeh tam pokazali, ne. In je bilo izredno pozitivno in je pa res, da potem dejansko po-sell dejansko oziroma po-sejemske aktivnosti moraš potem pelati 2, 3, 4 mesece konkretno. Plus tega, kar se tiče same priprave, jaz sem probal zdaj eno maketo sem pripeljati, pa žal ni v moj avto pasala, ne. Spet smo imeli omejen budžet, ne, kar se tiče samega razstavišča, nas dizajner se ene fenomenalne stvari spomnil in je dejansko si zastavil, da izdelamo eno maketo 3D, po kateri se bo vlakec fural in potem bo folk lahko to slikal, pa šel na našo spletno stran, zdownloadal trial in dejansko 3D model izdelal. In to je bila tudi nagradna igra, da potem tiska so naredili, so dobili 6 mesecev softverja for free, ne. In naprimer tale maketa je bila tam totalen hinkuker, vabila je, ne vem, ljudi na polno, tisti eni so se prav oči zasvetile, ne. Tako dejansko moraš skozi spet neke stran poti iskati oziroma biti inovativen tudi na tem področju. Zdaj, če greš sam na sejem, pa tam nič dosegal, ne. Koliko časa ste tako investirali, koliko takih sejem sploh zahteva priprav, ne? Rekel si, da ste se dobro pripravili, pa ta anketa, pa koliko vas je stalo? Na YouTube bi šel spet. Joj, na YouTube ne smemo. Aha, sam back mogoče eno. Sam eno trinek za sejmo bi mogoče pokazal. Ok, sam večkrat dol scrollamo. Mogoče, če ta čas, Tina, tvoj, zdaj smo spet pri receptu, ne? Kako se spopasti z zavrnitvijo, ne? Pri prodaja proces, prodaja vztrajnost in v tem procesu gotovo več zavrnitev, kot pa v bistvu, razen če si Modri planet pa Marko, ne? To je pač svetla izjema, ampak za vse ostale navadne smrtnike, ne? Kako se v bistvu soočiti s to zavrnitvijo, ne? Ni nam zanimivo, nismo pripravljeni kupiti, 500 argumentov, zakaj ne? Kako se s tem soočiti? Ja, prva stvar, ki sem jo jaz pri Marku to opazila, je, ne, da ima on eno super predpostavko v svoji glavi, ne, to mora biti pa res že slab, da ne prodaš, ne. Take prodajalce si vsi želimo, ker če ti greš tako predpostavko pred ljudi, boš verjetno tudi prodal, ne, ker si v svoji glavi posel že naredil. Drugače pa, kar se tiče zavrnitev, je tako, ne, da zavrnitve so del prodajnega procesa. Predvsem se mi zdi tukaj pomembno, da jih ne jemljemo osebno. Se pravi, da zavrnitev ne pomeni, ok, ne vem, z mano je nekaj narobe, produkt je za nič in tako naprej. Mogoče je tudi iz zavrnitev, da, ne vem, raziščemo, a vam kaj manjka, kaj bi lahko nadgradila, storitev ni to in je lahko tudi mogoče kot priložnost za razvoj to. Okay. Evo, skočim jaz nazaj z enim utrinkom iz sejma. Dejansko, sam majčken, aha, evo, zdaj tule bo malo nesramno zgledalo, sam tam sosed čez, vidite koliko ima strank, pa koliko imamo mi, ne.
Del je tudi ta vlakec kriv, ker je res zelo dobro pretegnil folk, ki je bil tisti prvi vstopni korak, da si mu dejansko lahko začel vse razlagati o tem sistemu. Ne. Vse na spletni strani, lahko si še večkrat pogledate. Okay, no, mogoče še ti o tej zavrnitvi, ne? Ali si iz kakšne zavrnitve, oziroma koliko se naučiš iz zavrnitve, ali je to tak si slabe volje, pa rečeš, glej, ti pa res ne kapiraš, kaj delamo, ne? Mislim, glej, da ti je žal za tistega, ki ni kupil, ali se dejansko z njim poskušaš spostaviti to neko povratno zanko, pa ga vprašaš, ja, kaj pa ni v redu, kaj pa bi še lahko dopolnili, kako handlaš to? Ja, dejansko ne smeš odnehati, normalno. Ne vem, film The Wolf of Wall Street je ful vredo, kar se tega tiče, pa ne, da bi meni bil to všečen, pa ne vem, karkoli. Sam dejansko, po moje, treba sam dovolj časa si vzeti, da mu na pravi način predstaviš, dovolj truda vložiti, imaš pa res pač stranke oziroma ciljne kontakte, ki tega dejansko ne rabijo, ne? S tistim pa ne zgublja čas. Te pa definitivno vala te potere, tako vsakega, če 10 udarcev dobiš enega za drugega, potem se ti že malo pozna, moraš malo drugo iti delati. Kdaj si začel, ste kdaj dvomili v svoj produkt, da ko ste dobili toliko zavrnitev, da mogoče ne delate ta prave stvari, da nimate ta pravega prodajnega modela po ta pravi ceni, ste kdaj toliko dvomili, da ste pač sploh razmišljali še nadaljevati ali ne? Ali so bile te zavrnitve bolj tak lažja klofuta, pa ste šli naprej? Ne, to nismo nikoli oziroma da bi z feedbacka od strank dobili tak občutek nazaj, to ni bilo nikoli. Mi smo v bistvu bolj na začetku, kot startup, ko smo začeli, ko smo to storitev delali, pa mislim, to je bilo ogromno enega truda, da smo predstavljali, kaj sploh je. Potem pa tudi konkurence je bilo bistveno, mislim, konkurence skoraj da ni bilo, ne. Vse nismo je mi poznali, ne, in takrat si bil najbolj v dvomih, a delaš pravo smer, a to sploh je, ali bo z tega kaj, ali ne dejansko, ne. Samo potem pa hitra konkurenca pride, pa ti pač pokaže, da delaš pravo smer, potem se pa s konkurenco bojuješ, ne. Je pa res, kaj je dobro došla konkurenca, ker dokler je ni bilo, mi nismo enega softvera prodali, ne. Potem pa vidijo pač, da tudi drugi to delajo, ok, zadeva pije vodo, to ni samo nova tehnologija, ampak je dejansko uporabno in je v bistvu lažje, ne. To v bistvu ste tudi na nek način izobraževali trg na začetku? Vsekakor, mislim, mi smo delali prvo leto, to je bilo 2011, skoraj vse zastonj, ne. Dejansko prikažeš, dajte vsako najpogosteje je bilo, no, dajmo nekaj skupaj narediti, ne, pa vidimo, kak je. To še nam povem, imate kakšne, oziroma ne, če imate, ne, koliko imate nekih bogatih botrov in staršev, da ste lahko 2011 financirali to izobraževanje trga, predn ste pred nekaj leti prvo licence prodali? Ja, mi smo šli skozi tega P2 razpisa Slovenskega podjetniškega sklada, tam smo dobili v bistvu vse skupaj v 3 letih cirka 70.000 evrov in tisto nam je ogromno pomagalo, ne, se pravi, glih takrat, ko se z projekti nismo mogli financirati, nam je prišlo tisto zraven, da smo nekako preskočili tisto bumpy-jumpy obdobje, ne. Tako da v bistvu celoten razvoj, vse je bilo narejeno ali s financiranje iz konkretnih produktov, ki smo jo delali s tem softverom na začetku, ali pa dejansko P2, potem kasneje pa tudi SK200. SK200 je kaj? Ja, tu je pa država vstopila v naše podjetje. Ja. Dejansko smo bili izbrani na tem razpisu in na koncu smo prodali 18% deleža podjetja in se seveda zdaj to pridno zapravljamo. Ne. In se vaše življenje obrnilo na glavo. Tako, nekako v tem stilu. Ne, v bistvu zelo pozitivna izkušnja zaenkrat, tako da nimamo kaj zapovedati, dejansko v tej fazi, ko se zadeva razvija, rabiš ogromno enega denarja, zato ker to ti pač pomeni hitrejši razvoj, hitrejšo prodajo, pač hitrejša pot do nekega stabilnega delovanja in smo vsak dan hvaležni za to, da se je tako sploh zgodilo. Cool. Hvala. Vprašanje? Ti nam še mogoče še zadnje vprašanje zate. Ali je ta pozitivni pristop prodaji, skratka to, kar si opazila pri Markotu, skratka on je že preden gre na sestanek prepričan, pa že v bistvu ima pogodbo v žepu,
ali se to možno naučiti, ali je to v večji meri prirojeno, ali je to pač neka tehnika, da se zjutraj vstaneš, postaviš pred ogledalo in rečeš, danes bom prodal 10 3D survejev. Ja, zdaj tako je, ne? Nikoli ni samo ena zadeva. Ne? Mi imamo lahko odličen talent, s katerim se rodimo in potem pa recimo izdamo iz športa, ne? In potem cel otroštvo gledamo risanke in jemo čips in potem ne moramo pričakovati, da bomo neki super atleti, a ne? Ena oseba se pa mogoče lahko z malo slabšim talentom rodi in skozi vlaga in se trudi in trudi in trudi in pač ima pa bistveno boljše rezultate, kot mi. Jaz bom tako rekla, neke lastnosti, a ne, ker dejstvo je, da obstajajo lastnosti, ki bolj pašejo v prodajo, definitivno koristijo. Bi pa mogoče tukaj izpostavila predvsem motivacijo, a ne. Se pravi, če sem jaz res motivirana in res želim biti dober prodajalec, sicer z veliko treninga in truda se vsekakor to da naučiti in sem lahko dober prodajalec. Ni tako, da bi rekla, jaz sem se pa rodila dober prodajalec, pridem k stranki in bom kar vsem prodala. Se mi zdi, da je veliko od motivacije tukaj odvisen. Škodi pa ne, a ne. Da povej, če si ti že bil od začetka tak zgovoren in prepričljiv in ali je to posledica v recimo položaju v podjetju, v katerem si se znašel oziroma v katerega si se postavil in ali zavestno delaš na tem, ali je to pač preprosto, da plavaš vodo, v katero si bazen, v katerega si skočil? Ja, mene ponavadi porinejo, ne, jaz v to zadevo. Jaz sem geodezijo končal, neko tehnično vedo, sem meril na terenu, potem so me porinili v helikopterje, sem tam helikopterje vozil, zdaj pa pač zato, ker ogromno tem vem, pa poznam bolečine končnih strank, točno vem, kje je težava, kje ni, mi to mogoče tudi tako leži. Jaz mislim, da najpomembneje, tako je bilo prej omenjeno, prvo morate v svoj produkt verjeti, ne. To je osnova. Če karkoli delate, ko to ne verjamete, lahko zaključite. In če v to verjameš, ne gledaš na to sploh kot prodajo, ne. Meni najboljše smo prodajali, ko se sploh trudili nismo, ne. Ampak je to neka sproščena zadeva, ne da prideš ti tja, koš prodal nekaj. Ampak dejansko veš, da tej osebi to lahko koristi in mu to samo na normalen način predaš, ne. Tako da to se mi zdi tisto, verjeti noter v produkt in če je zadeva dobra, pol pije vodo. Še vedno pa treba potem veliko truda, da za tebe izvejo, ne. Mi smo že dolgo mislili, slovenska geodetska podjetja, to nas pa vsi poznajo. Potem pa pride na Hrvaško k distributerju en Slovenec, pa mu ona pokaže ta naš prospekt, pa prvič vide za Modri planet, pa 3D survey, ne. Tako da ne govorimo o tujine, okej? Tako da to je tisti trud, ki ga treba potem kasneje še vložiti, se pravi, da zvejo dejansko za ta produkt. Okay. Jan, tebi ljubša prodaja ali dejansko delo z 3D survey orodjem in ali preferiraš enega ali drugega? Okay. Ja, zdaj se čujemo, ne. Delo bolj kot. Okay, ampak si tudi prisiljen v bistvu prodajati ali prodajo prepustiš sodelavcem? Ne, v bistvu tudi prodaja, no. Pač predstavitve, pa oboje, v bistvu. In kako se prisiliš, motiviraš, da pa moraš nekaj prodati, če to ni nekaj, kar ti ful leži, v čemer uživaš? Tisto, kar se mu ni težko, ne. Okay. V tem smislu, no. Okay. Si se tudi sistematično s tem ukvarjal, pa kako izboljšati prodajo, ali pa preprosto je pač to nekaj, kar je del tvojega posla, narediš, greš na sestanek? Mislim, zdaj, skozi leta, dosti več strank pride pol k nam, ne. Na začetku je to bilo bolj tak, verjetno tudi rad predstavitev, pa neizkušenosti, ne, ampak zdaj pa že kar. Skratka, kilometrina izkušnje so tisto, ki na koncu v bistvu prinese največ rezultatov, skratka, kar si rekel na začetku, ne, večkrat pas si polomiti zobe, da boš potem lahko pač v bistvu, ne, sem dobro parafraziral. No, zob si jih ni treba polomiti, ne. Ne, jaz definitivno mislim, da ne moreš vsem prodati, ne, in da je treba se iz teh padcev tudi nekaj naučiti. Iz vsake zavrnitve v bistvu se mi zdi zelo pomemben, da naredimo tudi neko analizo, ne, da pač ugotoviš,
kaj je bilo narobe in da naslednjič lahko izboljšaš. A ne. Jaz vem, ko sem jaz začela se ukvarjati s prodajo, a ne, sem imela tako beležko, ker sem si beležila prav stvari, ki jih ne naredita. Ne. In pa bi rekla, da sem v osnovi dober prodajalec. Pa sem se zelo veliko mogla učiti in še vedno se učim, da bom vedno boljša. Pa še zdaj, ko grem, a ne, pa res verjamem v svoj produkt, pa če nekaj cajta ne grem, pa ne prodajam, se moram tudi jaz, kot je on rekel, kar mal prisiliti iz te cone udobja, gremo in pol spet, ko padam v ritem, spet lažje. Ne vem pa, mogoče obstajajo tudi ljudje, ki v bistvu jim je to cona udobja, ne vem. Nam lahko zaupaš, kakšne stvari iz te tvoje zabeležke, ki jo pogosto opažaš tudi pri drugih prodajalcih, pa tistih, ki jih šolaš? Ja, mislim, da je že on zelo dobro to temo načel. No. Vsaj jaz sem prej to zaznala, no, in sicer se mi zdi, da včasih je prodaja bila precej tako puši, pa dajmo, pa neko bolj tako top shop, a ne varianta. Danes se prodaja precej premaknila k svetovalni prodaji. Se pravi, da jaz ne pridem tja pa predstavljam, pa govorim samo vse, ampak predvsem, da sprašujem. Se pravi, da veliko pustim stranki, da govori, da veliko informacij od nje dobim, da se postavim v vlogo res nekoga, ko se trudim biti radovedna in svojemu produktom dejansko pomagati. Ker ljudje, ne, tudi ta naša percepcija, mi radi pomagamo v osnovi in nam to ni težko, ker je fajn pomagati. Če se pa mi postavimo v percepcijo, da bomo nekomu težili in zoprali, zdaj ga pa nadlegoval s to prodajo, ne, pa dosti bolj negotovo pristopimo oziroma negativno, ne negotovo, lahko smo zelo samozavestni pa vse. Marko, kot severen prodajalec, me zanima, ali ti bilo kdaj v preteklosti nerodno, preden si stopil do lepe punce na plesišču in jo nagovoriti? Glede prodaje ali tak? Takrat nisem bil tako zgovoren, to je res. Valjda mi je bilo nerodno, tako v večini najbrž to. Bi pa najbrž zdaj že to bolj obvladal. Ne? No, ta odgovor, ta rast me je zanimala, ali je to v bistvu ta samozavest, v bistvu nekaj, kar je že bilo prirojeno, ampak očitno še ni bilo. Kilometrina, ne, kakršnokoli. Ok, naredimo zdaj še kako vprašanje. Nismo čisto pozabili na vas. Ok, tam zadaj. Aleš. Recimo, ko ste slabe volje ali pa recimo nerazpoloženi za prodajo, ampak vseeno pride neka priložnost, da pa bi vseeno nek potencialni kupec bil pripravljen poslušati vašo zgodbo. Kako se prepričate v to, da se vseeno živite in prodate to zadevo na tak način, da je ta prepričljiva in vživeta, kljub temu, da trenutno pa vseeno niste razpoloženi za to? Aha, jaz iz prakse. Ja, dejansko vse tudi sam čutiš. Včasih imaš perfektno oziroma si zadovoljen s predstavitvijo, včasih pa nisi tako zadovoljen s predstavitvijo, pa če ti uspe vseeno prodati, je končni rezultat dober. Ne? Pač, ne vem, potrudiš se, da boš drugič še boljše. Mislim pa, da to tudi, ne vem, jaz dostikrat včasih tega mogoče tudi ne opazim, ampak potem tiskaj zraven mene, če greva naprimer dva, mogoče pove, glej, lahko bi pa to boljš, ne, oziroma pač eden drugemu pomagava, ali pa, ne vem, čist banalen primer, cel dan zmatran gor dol, greva s punco dol v klet, vdigali enega srečen in dejansko je hotel naročiti eno storitev, jaz pa tisto čist zmatran, ne vem, res sem, malo energije sem dal od sebe, ne, in sem dobil takoj potem feedback v avto nazaj, ne, halo, kaj se pa greš, ne, mislim, da se malo bolj potrudi, ne. Tako da, to sem si zapomnil in zdaj že 2 leti tega nisem pozabil, ne. Tako da, je pa imaš pa trenutke, ko so boljši pa slabši, tako da nimaš kaj. Okay. Še kako vprašanje tam zadaj? Lep pozdrav. Mene predvsem zanima, pač vsi ste nekako v prodaji in v primeru recimo, da vas nekdo zavrne, kdaj se ponovno podati v to, da njemu, istemu, ki vas je ravno kar zavrnil, ponovno prodati ta izdelek oziroma storitev.
Pač kje je tista meja za vas, da je to v redu, da jih spet nagovoriti, ne? Pa na kak način? Ja, jaz tukaj mislim, no, da je ful pomembna komunikacija. Se pravi, jaz, ko me nekdo zavrne, mi reče, ne vem, to me pa ne zanima, karkoli, jaz nikoli ne rečem, ok, v redu, odijo, grem stran. Ampak pač probam naprej nadaljevati komunikacijo. A kaj pa bi vas zanimalo, sam trenutek ni primeren, a ste se mogoče že kdaj srečali s tem, na kakšen način, in pol poskušam čim več informacij dobiti. Na koncu pa zmeraj vprašam, če ga lahko še kontaktiram in tudi kdaj. In ponavadi, vse to smo se tudi na delavnici že pogovarjali, jaz še nisem naletela na človeka, ki mi rekel, ne, to mi sploh ne zanima, koleč me ne poklič. Ampak zmeraj ti reče, ja, ne vem, pa poklič me čez pol leta, pa poklič me čez 3 mesece, jaz si to dam v koledarček, zapišem si njegov kontakt in ga poj dejansko še enkrat kontaktiram. Če bi mi pa rekel, lej nočem, da me sploh več pokličeš, pač pa ga pa ne bi. Se mi zdi, jaz se probam bolj osredotočati res na stranke, ko vidim, da so potencialne, a ne, in tudi vso to svojo energijo usmeriti k njim. Tako da, če vidim, ne vem, tudi recimo, če grem na nek dogodek, a ne, da se bom mrežila, da bom prodajala, pa če vidim, da nekdo res ne izkazuje interesa, pa da je tam 100 ljudi, zakaj bi njemu posvečala, ne vem, zdaj 1 uro časa. Jaz poskušam res najti za tiste ljudi, ki jih zanima in tistim pol posvetiti pozornost, no. Tako da, zmeri pa poskušam to zdaj tudi kaj informacijo, se pravi, a lahko na ta način še kaj izboljšam pri svoji storitvi, a je mogoče v moji predstavitvi, v mojih vprašanjih kaj manjka. To, da vzamem kaj informacijo. Jan? Ja, zdaj v bistvu to vprašanje, pri nas niti ni bilo tega, no. Tisto, kar smo predstavili, so bolj stranke same, če tako rekla, klicale čez mesec, 2, ko so pač to storitev potrebovali, ne. Tako da očitno smo vseeno kar dobro predstavljeni, ne. Pa tu ste vsi tako super, da sploh brez veze se pogovarjati. Marko? Ja, pol premalo kličemo, še vedno zgleda, ne? Bazo je treba povečati. Ja ne, ogromno enega truda pač gre, pravim, mi imamo dolgi ta prodajni cikel, bomo videli, učimo se sproti, prodajna orodja prodajamo sproti in odvisno, če zbereš neko mehko metodo, se pravi, ki ga prej malo obvestiš, o tem poučiš, si lahko bistveno bolj uspešen. Češ pa tako, ko smo mi takrat šli vrat na nos, zdaj pa moram dobiti, pol si pa najbrž v prvi fazi malo neuspešen, se malo ohladiš in čez 2 tedna, čez 1 mesec, z istimi strankami ponovno začnemo. Si temu ponovno vse preklicali oziroma prve maile poslali pa tako naprej, ker vemo, da ni lahko pomagamo. Ne? In dejansko odvisno je tudi kako hudo te zavrne. Ne? Zdaj, če ti res tako je bilo že omenjeno, povej, glej, ne klič me več nikoli, adijo. Pač valjda ne boš drezal, pa ga kličeš. Drugi dan ga pokličeš, ne? Dober dan. Pod drugim imenom z drugim mailom, ne? Ja. Ok, še kako vprašanje? Ja, ok, zdaj imamo za konec en izziv. In sicer, kdo bi rad predstavil, kaj počne in nam prodal to svojo storitev? Ok, skratka, to bo čisto tako pogledal, demonstracija prodajnega sestanka čisto v živo, ali pa sestanka kratke predstavitve, elevator pitcha. Kdo ima ta pogum? Naj namigne, da tistega pogumneža čaka tudi lepa nagrada. Da vidimo, koliko je bila tu zdaj motivacija pri tem mojem nagovoru problematična. Čakala vas bo nagrada. Evo, izvoli. Bravo, en aplavz, kar pridi k nam. Tvoje ime je? Natalija. Natalija. Kaj nam bo prodala Natalija? Dala vam bom naravno kozmetiko. Ok, imaš 2 minuti, štopam ti in povej, kaj počneš in nam prodaj. Ja, valjda. To zdaj ni bilo v bistvu naštimano, ne, ker da ne bo to zdaj... Ja, čisto na ključ, imam jaz prezentacijo od Natalije. Kaj moramo? Google, ok, Google nismo naštimali, ne. Da ne, zdaj tu. Ok, kaj moram vpisati? Vse to bom. Očitno tudi moj računalnik ni dan. Čakaj, malo mi prižmi. Povej nam malo nekaj o sebi, da čas. Kaj napišem? LR,
Zdravje in lepota, pika si. LR zdravje in lepota, pika si. To je moja spletna trgovina. Danes smo vsi lepi in zdravi, okej. Razumem. Okej, 2 minuti tečeta. No, v glavnem, jaz sem Natalija Kotnik, predstavljam bom svojo firmo LR zdravje in lepota. Imam posredništvo nemške bionaravne kozmetike in prehranskih dopolnil. Meni je to tako zanimivo, zakaj sem se odločila za to, ker gre dejansko je poudarek na aloe veri, za katero vsi vemo, da je ful zdravilna in to je bilo tista pika, nisem rekla, aha, jaz pa to grem. Poleg vseh izdelkov iz aloe vere, od nege za telo, tudi gele za pitje, imam tudi naravno kozmetiko. Vse na naravnih bazah in je res luksus, obstojna, to je za vse ženske, ki so dejansko v stilu in so rade lepe. Da ne bom pozabila tudi na moški spol, imam tudi vse zanj, ker tudi opažam, da so moški zelo radi lepi in verjamete, ali ne več prodam moškim skoraj kot pa ženskam. No, kot sem že omenila, gre za nemško robo, to je res kvalitetno in z mojimi izdelki boste 100% zadovoljni. Na trgu sem komaj 9 mesecev, tako on je rekel, to moraš res grabiti, promovirati, hvala Bogu za Facebook, lapati moraš, pa kar je meni ful pomembno, je, da stranki nikoli ne smeš lagati. Kot so že prej govorili, jaz jih res ful poslušam, veliko do reče, se greš na predstavitev, pa ni tak. Ti moraš dejansko res poslušati, ker mu moraš prodati to, kar stranka rabi. Tako da, to je to. En aplavz za Natalijo. Zdaj vsi veste, to za mojo spletno stran, vzemite si kaj časa, pogledajte v mero, napiše se www.lrzdravjenlepota.si. Imam tudi za vihe darilca, tako da stran je že lepo novoletno božično obarvana, tako da kupite. Bravo. Počakaj. Tina, Marko, kak je komentar Natalijine predstavitve? Plusi, minusi? Jaz mislim, da prva naročila bojo takoj, ko domov pridejo. Tale novoletna akcija, to je super zadeva. Definitivno bomo pogledali, pa odlično si izkoristila ta čas danes večer. Drugim je lahko žal, evo. Ok, Tina? Ja, tudi jaz bi te pohvalila, všeč mi je bila pač ta tvoja energija, no. Tako da tudi tebi se vidi, da res verjameš v svoje stvari, ki jih prodajaš, tako da uspešno naprej. Bravo. Ok, zdaj pa še pokličem k meni Igorja. Igor je tisti, ki bo prispeval nagrado. Igor, mogoče se vsede zdravi Natalije, današnje nagrajenke. In nam poveš na kratko, dosti kaj počneš in kaj je tudi današnja nagrada. Živijo, jaz sem Igor, direktor Datafy, iskalnika poslovnih kontaktov. Tako da ja, današnja nagrada je dejansko enoletna naročnina na Datafy, iskalnik poslovnih kontaktov, tako da ti bomo pomagali, da bo še bolj uspešna pri prodaji. Bravo, en aplavz. Zdaj nam še malo razloži, kaj ta Datafy je, komu je namenjen, kaj lahko s tem pridobimo. Datafy je dejansko Google za poslovne kontakte, dela čisto isto kot Google, dejansko vam pomagamo najti odločevalce, kot so direktor prodaje, direktor nabave, pomeni vse tiste ljudi, ki drugače niso dosegljivi v javnih bazah, kot so Busy recimo ali pa iPes. In dejansko vam omogočamo, da iščete ljudi po industriji, recimo ne vem, bančništvo, zavarovalništvo, automotive industrija po več kot 100 državah po celem svetu. In mi smo dejansko edini ponudnik na trgu, ki vam ponudimo tako e-maile, ki jih tudi testiramo, tako da garantiramo za te podatke, in pa telefonske številke od teh ljudi. Tako da pri nas lahko v eni uri najdete od nekaj 100 do nekaj 1000 poslovnih kontaktov, ki jih pa lahko takoj uporabite pri prodaji. Pomeni, pri nas zalaufate iskanje, si greste skuhati kavo, čez 1 uro imate lahko 1000 kontaktov, dvignete telefon in začnete prodajati. To je ziher ful drago. Ne, ni, dejansko ni. Pri nas lahko kupite posamezno državo, neomejeno število kontaktov, neomejeno število iskanj. Posamezna država prije 250 € na leto. Lahko pa kupite tudi iskanje po celem svetu, ki pa pride 1500 € na leto. Če se vam pa slučajno ne da iskati, pa bi radi imeli samo Excel
z kontakti, nas pa pokličite, potem pa mi za vas poiščemo te kontakte. Super, en aplavz. Evo, to je bilo vse, to je bil ta formalni del večera, zdaj se pa začne neformalni del prodaje pri šanku. Tako da vse vabim tja, moje goste še par minut tukaj spredaj, da če bomo nekaj izjav pobrali. Vse vas pa hvala za pozornost, pa se vidimo tam zadaj.